Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav zdaj še z komentatorskega mesta, še zadnja tekma drugega kroga je pred nami, na Fazaneriji smo pomerili pa se bosta ekipi Mure in Domžal. Ogreli smo vas že s studijskim delom, vsekakor je pred nami izredno zanimiva tekma. Zdaj krasna globinska žoga, Nik Perc ima priložnost, Perc, ja zdaj vrnil se je na Fazanerijo, razveselil navijače in pa tudi športnega direktorja Rajbarja. No zdaj je hitro ukradena žoga, tole je lahko nevarno, Dako ima priložnost in gol! 17. minuta in vodstvo Mure z 1:0, napaka v domžalski zadnji vrsti, hitro so prišli črno-beli do žoge, na to pa krasna podaja pred vrata in Dako je bil tam na vse skupaj pripravljen, Čontala z nekaj navodili za Beganoviča, kot kaže, ni zadovoljen z njegovo dejavnostjo v napadu. Takole je Maruško ukradel žogo, potem pa Bobičanec za Dakoja. Mura se je ubranila, poglejmo, če lahko zdrvi tudi v protinapad. Ne, dobro, zdaj postavljeni tudi Domžalčani. Strajnar, to ni slaba žoga, Obradovič v prazno, vrata so prazna, gol! Izenačenje 1:1, 24. minuta. Veselje pri gostih, tule zdaj je Obradovič iz gola, ko je žogo sicer odbil, ampak v nevarno cono, naravnost proti sredini. Simon Rožman takoj zadovoljnejši, zadetek pa torej za Domžalčane, tule prejema čestitke za tole hitro reakcijo Janez Pišek, takole v prvem primeru je poskušal s podajo Pišek, zdaj pa Jakupovič, ostra, dobra žoga in spet v prazno Obradovič, preobrat. 26. minuta se je iztekala, 27. se je začela, Domžalčani vodijo. Kakšen mrk črno-belih, zdaj je predvsem v obrambi. Dako je tam storil prekršek za tale prosti strel. Žoga na desno za Beganoviča, pa Tijo Cipot pred vrata, tole je zdaj lahko nevarno. Pa padec v kazenskem prostoru, kakšna bo odločitev? Najstrožja kazen. 11 metrovka za Muro, kakšen nogomet spremljamo na Fazaneriji. Zdaj priložnost, da vidimo že četrti zadetek, pa smo šele v 30. minuti. Sicer debata ob Mateju Jugu, ki bo počakal tudi na sporočilo iz popeljal Domžalčane v vodstvo, je zakrivil 11 metrovko, 31. minuta, Bobičanec, Bobičanec je zgrešil. Poslal žogo pred gol. Bobičanec, Cipot, Mulalič, pa potem še prečka, sijajna obramba Mulaliča. Zanimiv posameznik, ki si želi zdaj predvsem prvoligaških izkušenj in to so mu pri Domžalah lahko zagotovili. Medtem pa nov napad rumene družine, Jakupovič, gol! Znova katastrofalna reakcija v obrambi črno-belih in Simon Rožman se lahko s svojimi pomočniki veseli vodstva s 3:1. Tule bomo znova videli, kako je odpovedala obramba Prekmurcev. Že v prejšnji sezoni na prvi domači tekmi v prvi ligi. Velike težave za črno-bele, takrat zmaga Tabora. Tule nadaljevali z igro Muraši in zdaj ima Kovs na desni strani prostor, zagotovo je njegov prihod na igrišče velik plus za Muro. Nevarna žoga in gol! Vrača se Mura, ura igre je za nami, Mirlind Daku. 61. minuta, omenil sem, kako pomembno bo za Muro, da je Kovs na zelenici in to se je zdaj takoj dokazalo. Ne sicer najbolj posrečena reakcija v zadnji vrsti pri Domžalah, to bomo videli v ponovljenem posnetku. Maruško je začel vse skupaj s krasno diagonalo na desno stran, potem pa Kovs v svojem značilnem prodoru. Zadržal je žogo, počakal na Beganoviča, ki je prišel iz ozadja. Beganovič za Kovsa, Kovs še enkrat v sredino. Petkovič je bil prenizek, Maruško do strela.
ampak tule s plasiranim poskusom ni uspel matirati Mulaliča, ki je bil na pravem mestu. Tole zdaj znova lahko nevarno, Kovs v sredino, ampak potem znova prečka, pa tudi 11-metrovka. Še drugič na današnji tekmi bodo imeli črno-beli na voljo najstrožjo kazen. Zdaj vroče pred vrati Ajdina Mulaliča. Prvo najstrožjo kazen je zapravil Janez Pišek, pa tudi izključen. 68. minuta. En izključitev za Piška, ki je tule preprečil čisto priložnost in še dodatne težave za goste, ki bodo torej tekmo sklenili z igralcem manj. Vidimo pa, da bo Daku zdaj tisti, ki bo skušal poskrbeti za izenačenje. Daku ima zdaj tudi priložnost, da se podpiše pod hat-trick. 69. minuta. Priložnost, da Mura izid poravna, na to pa z igralcem več krene tudi po popoln preobrat. Mirlin, Daku in na pravem mestu Mulalič, potem Daku do žoge, ampak ni prišel do strela. Daku, Mulalič je stopil s črte, zapravil je 11-metrovko v 31. minuti, Bobičanec in Mulalič, Bobičanec in izid je izenačen. Gol za Muro, 3-3, 70. minuta, prava drama na Fazaneriji. V drugo je torej šlo za Muro v tej izvedbi druge 11-metrovke in pa tudi za Bobija, kot mu radi rečejo pri Muri. 3-3, zadnja četrtina. Ja, v prejšnji sezoni so Muraši slavili proti Domžalam s 3-1 na Fazaneriji v 34. krogu. Zdaj morda priložnost za mat potezo, gol! 90. minuta in tole je popoln preobrat, znova preobrat torej in poglejte to veselje. Bil je navdušen Nikola Petković nad vzdušjem na evropski tekmi, ko je dosegel prvenec, zdaj ga je vse skupaj tako poneslo, da je slekel dres, stekel tam za vrata Mulaliča proti vročekrvnim navijačem Mure. Prav na tistem sektorju velikokrat zelo glasno. No in Petković je torej poskrbel za eksplozijo navdušenja na tribunah Fazanerije. Ja, takole, ob meni je že trener Damir Čontala. Damir, prav gotovo, lahko rečemo nora tekma, ampak za vas, ki ste jo dobili 4-3, nora v tistem pozitivnem smislu. Kako ste videli tale zares obračun poln preobratov? Infarktno. Od začetka mislim, da smo takoj prevzeli kontrolo na tekmo. Imeli smo priložnosti, kontrolirali smo zadeve na igrišču, zadeli smo, imeli smo še prečko takoj po golu. Potem pa z dveh individualnih napak prejeli 2 zadetka. Vedno se nam nekaj zgodi, da po nepotrebnem zaidemo v težave, ampak vztrajali smo. Takoj smo imeli možnost, da se vrnemo, imeli smo takoj 11 metrovko, takoj novo prečko, kot da bi bilo nekaj zakleto, pa zaostanek že strijen, ampak polčasu smo se zmenili, verjeli smo, da smo dobri, bili smo dominantni prvi polčas.
odpraviti smo morali individualne napake, oziroma nobena se nam v bistvu več ni smela zgoditi v fazi branjenja v drugem polčasu, da bi lahko naredili preobrat, in pa potem smo zadetke dosegali v pravih trenutkih, vedno, ko je bila res neka dominanca, ko smo ga potrebovali, da bi naredili preobrat, vedno smo v tistem trenutku tudi zadeli. O polčasu, ko sem govoril z Tijom Cipotom, je imel nekakšen žar v očeh, kot da ni nervoze, kot da kljub temu, da zaostajate za 2 gola, da je bilo vse skupaj zelo načrtno naravnano, da so vaši nogometaši prepričani, da bodo to tekmo dobili. Kaj se je dogajalo v garderobi, oziroma kakšni so bili vaši nasveti pred drugim polčasom? Pa taktično sveti so bili kratki. Vedeli smo, da nismo dobili golov, da bi naredili taktične napake, ampak to so individualne napake, ki sestavljajo nogomet, in z njimi je treba živeti. Verjeli smo pa zato, ker smo si ustvarjali ogromno priložnosti. Vedeli smo, da bomo jih imeli v drugem polčasu tudi. Malo sreče rabimo, da jih damo, da izkoristimo te priložnosti. To se je, kot sem povedal, v pravih trenutkih poklopilo, predvsem pa so igralci verjeli. To je bilo tisto glavno, kar smo se v polčasu zmenili, da verjamemo, in vsi so verjeli. Na koncu je to rezultiralo. Ekipa je pokazala karakter. Vseeno pa vedno ne bomo mogli obračati, tudi na tem bomo mogli delati. Pišek je dobil rdeči karton v 67 minuti, torej na polovici drugega polčasa. Je bilo morda tudi zaradi tega vam v zadnji tretjini oziroma v zadnji četrtini tekme kaj lažje? Sigurno je bilo lažje, ne toliko v fazi napada, ker so se Domžalčani zelo dobro postavili, niso puščali dosti prostora, bili so disciplinirani. Torej, v fazi napada ni nam bilo toliko lažje. Lažje je bilo predvsem po izgubljenih žogah, ker smo bili visoki. Njim je manjkal to en igralec v napadu, v tistem primeru v napadu, ker so morali povečati število v zvezni liniji, in smo lažje reševali zadeve, ko smo žoge izgubili. Torej smo ves čas imeli kontrolo, da smo bili sigurni, da nam Domžale niso mogli več tako ogrožati naših vrat proti napadu, in to nam je dalo mirnost v napadu. Bili smo pa tudi strpni do konca. Sedaj ta strpnost je prav gotovo zelo dober obet za četrtkovo tekmo. V četrtek ravno tako doma pred vašimi zares izvrstnimi navijači igrate četrto evropsko tekmo. Aktiven rezultat je 1-1. St. Patrick's pa je ekipa, ki bo nekoliko trša, kar zadeva same igre, kot je bila danes ekipa Domžal. Kako oziroma s kakšnimi pričakovanji pričakujete tole tekmo? Dobro, najprej se danes moram poveseliti, ker je lepa zmaga, visoka, velika, ne visoka. Po drugi strani pa St. Patrick je ekipa, ki goji popolnoma drugačen stil nogometa, ki je za nas zelo neznačilen oziroma za naše področje. Težko se je prilagoditi, sploh na njihovem terenu smo to občutili. Vseeno verjamem, da bomo na svojem igrišču imeli več kontrole, da bomo lahko mi bolj vsilili svojo igro, ampak vseeno se pa pričakuje tudi dosti dolgih žog, dosti duelov. Drugačna ekipa, kot je Domžale, ki želijo z neko pasi igro, z agresivnostjo zgoraj in pa s pasi igro priti v napadalno polovico oziroma v zadnjo tretjino nasprotnika. St. Patrick to počne večinoma ali z individualno kakovostjo na strani, predvsem ta njihov desni bočni, ali pa še več z dolgimi žogami in potem izredno agresivnostjo na drugo žogo, kjer so zelo agresivni, pobivajo te druge žoge, in tu bomo mogli biti dobri. Mogli bomo osvajati te druge žoge, da bomo imeli kontrolo, če ne bomo hitro v težavah. Hvala za besedo. Tako je, z mano je trener gostujoče ekipe, trener Domžal, Simon Rožman. Simon, 4-3. Po prvih 45 minutah se je zdelo, da je tekma zelo na vaši strani. Vodili ste 3-1, na to pa popolni preobrat strani gostiteljev. Kako ste vi videli tale preobrat in celotno tekmo? Ja, sigurno čestitke Muri za zmago na koncu, nekako bi rekel roller coaster emocij. Bi rekel prvi polčas dokaj pod kontrolo, smo bili zelo, bom rekel, izkoriščali svoje priložnosti maksimalno, imeli, bom rekel, lepo prednost. Tudi začetek drugega polčasa, bi rekel, zelo na naši strani, kar se tiče, bom rekel, nekih lepih priložnosti, potem pa je Mura pritisnila. Mi smo nekako dosti naivno, bom rekel, odreagirali v nekih situacijah in smo Muro spustili blizu, na koncu potem še rdeč karton, težko je bilo zadnjih potem 20 minut in pa če Muri, bom rekel, uspel ta preobrat. Sigurno lepa tekma za gledalce, za nas absolutno 4 zadetki v naši mreži je absolutno preveč, da bi lahko se vračali z Murske Sobote zadovoljni. Bilo je kar nekaj dobrih stvari, so pa stvari dejansko, ki jih, bom rekel, moramo dati skozi, kot smo rekli, smo mlada ekipa v nastajanju in sigurno pričakujem, da bomo v naslednjih tekmah boljše odreagirali. Ste bolj zadovoljni s 3 goli v napadu ali veliko manj zadovoljni s 4 prijetimi zadetki v obrambi?
Ja, definitivno. Mislim, da bo kar nekaj, bom rekel, 11 metrov, ker smo nespametno, bom rekel, odreagirali. Sigurno bo treba to popraviti, ne moreš se, bom rekel, na gostovanju z 4 goli v vlastni mreži, bom rekel, nadejati nekega pozitivnega rezultata. So bile, bom rekel, kar nekaj dobrih stvari bom rekel, v naši igri, tako kot sem pa rekel, so pa, bom rekel, te napake nas pripeljale, bom rekel, na rob tega, da danes mogoče nismo vzeli vsaj točke. So bile te napake morda odraz mladosti oziroma neizkušenosti tistih 3-4 mladih fantov, ki so bili v igri? Ja, mislim, da je generalna ekipa zelo mlada, tudi bom rekel, število nastopov, tudi tisti mogoče, ki so malo starejši. Ampak kakorkoli, mislim, da so izkušeni igralci dali, bom rekel, svoj ton igri, sigurno, bom rekel, nam še malce manjka, ampak nikaj, pred nami je dolgo prvenstvo, treba, bom rekel, delati iz tedna v teden in pač verjamem, da bomo nekako šli stopničko po stopničko proti navzgor. Je pa res, da imate sedaj skoraj da cel teden časa, da se pripravite na novega nasprotnika Tabor, ki je sicer pri ničli po 2 tekmah, ampak kljub temu gotovo ne bo šlo za lahko tekmo. Definitivno za nas, bom rekel, bo vsaka tekma derbi, bom rekel, to mladost je treba izkoristiti v tej smeri, da se želimo vsako tekmo dokazovati, zavedamo se, bom rekel, kaj nam manjka in na tem, bom rekel, intenzivno delamo, tako da igralci imajo, bom rekel, vso podporo, na njih je, bom rekel, da izkoristijo vsako minutažo, ki jim je na voljo in sem prepričan, da lahko že na naslednji tekmi, bom rekel, se veselimo prvega kompleta točk in potem bo tudi ta, bom rekel, psihološki moment sigurno, bom rekel, malce nas razbremenil v smeri, kakršni želimo izgledati na igrišču. Ja, takole smo res morda nekoliko dlje časa čakali na izjavo Luke Bobičanca. Luka, najprej tole vzdušje, zares neverjetno, predvsem za voljo vaše dobre predstave in pa konkretnega preobrata, ki ste ga preopravili v drugem polčasu. Kako ste videli tole tekmo? Pa mislim, da smo dominirali celo srečanje, povedali 1-0, imeli izjemno veliko priložnosti, na to sprejeli 3, tako na 2-1 še jaz gresim penal, ampak smo se skušali pobrati, dobili še enega, v slačinci smo se pogovorili, da smo jebena ekipa, da smo prava klapa in da se z tega lahko zvlečemo ven in smo se borili vsak za vsakega in dosegli ta izjemen rezultat in seveda publika nam je pomagala maksimalno, koliko je mogla in se jim zahvaljujem. Kaj se je zgodilo v bistvu v tistih 20 minutah, tam med 20 in 45 minuto, ko ste dobili kar 3 zadetke? Kakšne individualne napake ali ste enostavno preveč prostora pustili Domžalčanom? Ne vem, morali bi si pogledati, ampak mislim, da smo imeli svoje šanse, vedeli smo prečko, imeli smo štango in smo dobili tako, mislim, da so individualne napake, ampak smo vsi ena ekipa in vsi se borimo en za druga in poskušamo ispraviti ono, kaj nekdo zgreši in zato smo prava ekipa. Sedaj bo verjetno še toliko lažje igrati v četrtek znova doma, evropsko tekmo proti St. Patricksu, verjetno to najboljša možna napoved za novo evropsko tekmo. Ja, sigurno, mislim, da se danes videlo, da igramo tekmo po tekmo, da smo zbrani in ko sem pravil, gremo po tekmo in dajemo maksimalno sebe, imamo dosti novi igralci, zdaj smo prava ekipa, sprejeli smo se odlično in izgledamo kot ekipa, kaj je najpomembnejše in to nam prinaša rezultate. Ja, tako je Matic prav si gotovil, z mano je branilec Domžal Tilen Klemenčič. Tilen, začniva najprej z dobrim delom tekme. Po prvih 45 minutah ste vodili s 3-1. Morda ta prvi del v prvih 20 minutah je delovalo, da ima Mura popolno kontrolo. Na to pa ste vi pripravili zares dober preobraz s 3 goli. Samo tale prvi del, kako ste ga videli? Ja, nekako smo se držali našega plana, mogoče smo tudi malo za nalaž spustili Muro, da pridejo na našo polovico. Tukaj smo se dobro branili, na koncu izkoristili te priložnosti, ki so se nam ponudili in smo šli tudi z neko prednostjo v drugi polčas. Potem pa drugi polčas, najverjetneje bo trvala tista izključitev Piška, da se je na koncu znova preobrnilo v korist nasprotnika. Ta drugi del je bil verjetno še toliko težji za vas. Ja, vedeli smo, da bo Mura od samega začetka druga polčasa pritisnjena na vso moč. Ja, k temu je tudi potrebovalo izključitev, ampak vseeno nekako držali smo dober blok, mogoče par nezbranosti v sami defenzivi, kar je tudi potrebovalo njihovim zadetkom in nažalost se vračamo praznih rok domov. Kaj popraviti sedaj pred tekmo s Taborom? Sedaj imate cel teden časa, da se zares konkretno pripravite na novega nasprotnika. Ja, prvo se treba dobro spočiti, ker nekaj energije smo porabili v tem drugem polčasu. Spočiti, dobro se pripraviti, vemo, tudi Sežana ne bo lahka tekma, ampak postopoma prvo spočiti, pa potem dobro analizo in se pripraviti na soboto.